Aleks, najprej eno zelo resno vprašanje, ki bo verjetno po odgovoru zvenelo še bolj resno, ko ta pride iz tvojih ust. Aleks, kaj je to glasba? Glasba. Jaz mislim, da si jo vsak sicer predstavlja drugače, ne? Za nekatere je to zabava, za nekatere je to nek filter. Zame je glasba v bistvu način izražanja tistega najglobljega v sebi. Tistih stvari, ki jih mogoče z besedami, dejansko navadnimi besedami ali gestami ne moreš izraziti. In ja, mogoče bo zvenelo klišejsko, ampak to je zame način živeti in doživljati. Veš, sprašujem, ker glasba vseeno predstavlja en zelo močen stimulans za naša doživljanja. Ne? Ja. In dejansko lahko ob glasbi jokamo, lahko se nasmejimo, lahko podkrepimo naša čutenja. Se mi pa zdi, da predvsem v zadnjih mogoče lahko rečeva 2 desetletjih, predvsem potencirano v zadnjem desetletju, predvsem popularna glasba nekako se mi zdi, da zgublja na tem nekem globjem pomenu, ki ga glasba lahko nosi in je bila prej tudi popularna glasba deležna tega. Kako ti gledaš na današnji čas in kam se je razvila predvsem popularna glasba, če jo primerjava recimo, greva do 80-ih let nazaj? Jaz bom sicer tukaj mogoče po eni strani je lahko človek hitro zelo črnogled, po drugi strani pa ne. Važno je to, kar je prezentirano, vsebina kot taka, kot ta esenca, pa ne. V končni fazi živimo pa v tržnem svetu, seveda vse, kar prinese nek dobiček, je zaželjeno, kapitalizem je neko pač vodenje, gledanje skozi kapital. Ne? Tako da tudi tukaj mogoče kakovost v kapitalizmu pač ne more dobro prosperirati. In duh tega časa je tako, kot smo vsi navajeni, da izdelke po 2-3 letih zavržemo. Žal se je začel predvsem s popularno glasbo, ker je tako v spredju to dogajati. Sprašujem te predvsem zaradi tega, ker enostavno ti si en tistih glasbenikov, ki še vedno stavi na vsebino, stavi na interpretacijo, torej ni samo embalaža. Ne? Se meni tudi zdi, da je glasba v resnici devalvirala enako, kot so devalvirale vse stvari, ki so bile včasih močnejše za nas. Mislim, smo potrošniki, ne? In ko glasba izgubi svojo finančno, ko bi rekel, dominanco, pač se jo zavrže, naredi novo, no. Kar sem jaz hotel reči, je en zanimiva situacija se mi je zgodila. Jaz, ko sem začel leta 2011, to je 15 let nazaj, sem veljal za hudega komercialista, sem veljal za glasbo, ki jo delam, da to pa ti delaš sam za radije, pa za denar, ne. In ironično vsi te ljudje, ki so mi to govorili, ki so bili strahotni umetniki, vsi ne, veliko teh ljudi, ne, ki se zdaj ukvarja z glasbo, ne, zdaj dela točno to, kar so meni takrat nekako učitelj, ukvarja se z glasbo samo in izključno zaradi denarja. Jaz po drugi strani sem pa ratu, čeprav sem še vedno v nekem popu, sem pa ratu kot ena taka mal črna ovca, kao v smislu, ti si pa sicer kao, pop, ne, ampak zahtevni teksti, pa tako ne, nisi na prvo žogo. In v bistvu z nekako podobno glasbo in podobnim pristopom, kot sem začel, sem kar naenkrat postal iz komercialista kulturnik, težek, tak, ne. To mi je tak zanimiv pojav, ampak jaz se nisem to bistveno spremenil. Seveda se razvijaš, seveda spreminjaš tekste, se prilagajaš, ampak Madonca, no, jaz sem doživel na lastni koži to spremembo. Res. V bistvu so se okoliščine toliko spremenile. Okoliščine so se toliko spremenile, da sem jaz postal zdaj umetnik. Jaz zdaj sem že, pa nisem nikoli se gledal kot zdaj umetnika. Jaz sem se gledal vsem kot na nekega komercialnega. Mislim, meni je všeč glasba, ki je všeč ljudem načeloma. Mi je okej, ne. Ampak zdaj delam glasbo, ki je po mojem mnenju taka, ki bi jo jaz rad slišal, sem pa že umetnik, ne. Čeprav je zelo spevna in zelo radijska in zares, sej nekaj je na tekstih, pa tako pač sej moraš imeti vsebino, ampak Madonca, no. Veš, ne? Jaz sem velikrat umetnik in ti si umetnik. Veš, kaj zdaj razmišljam? Kako hitro se po tvoji oceni, če upoštevamo vse, kar sva zdaj povedala v zadnji minutki, kako hitro se en glasbeni izvajalec, ki je uspešen, postara? V današnjem času. Naš spomin je izjemno kratek. Danes pa sploh, ker nas skozi butajo z novimi izdelki, danes je spomin. Saj veš, lahko si še 5 let nazaj, ne vem, hecen primer, so te še iz neke bajte ven nesel, po drugi strani zdaj te pa že kronajo za carja, ne. Tako da veliko se je spremenil, pa nimam se za starega, pa niti nimam se za mladega izvajalca, ne. Ampak moram reči, da odnos
odnos do slovenskega glasbenika pač nekako se nas še vedno jemlje kot neke hobi ustvarjalce, ampak to je resno delo, to je pač kultura, ne? In da se nas jemlje tako včasih malo kot ene take postranski, ja, če že moraš, okej, ne. To mi je res hudo, no. Res mi je hudo, ampak po drugi strani pa se poglejmo. Cankar, Prešeren, vsi te ljudje so delali takrat, ne, v duhu časa niso bili spoštovani. Ne dovolj. Ne to, kot danes. Mogoče pa je to samo taka naša slovenska stvar, da šele po ne vem koliko letih ugotovimo, da mogoče smo imeli pa pač res nekaj dobrega. Ja, se to nisi edini, ki to ugotavlja. Mogoče, ne vem, žal sem premlad za to. Ampak kar jaz gledam, kako so se mogoče tisti umetniki takrat počutili. Mogoče. Ok, veš, če se dotakneva Cankarja, Prešerna, Kosovela, ne? Ja. Iskreno, meni so to umetniki, ki so moj zgled. Naj razložim zakaj. Vem, da si ti na intervjuju, ampak imava potem izhodišče za naprej. Moj zgled so za voljo tega, ker so izkazovali izjemno razumevanje tega, kar Slovenci smo, pa nihče od Slovencev takrat tega ni razumel. In jaz dvomim, da danes ne dvomim. Siguren sem, da redko kdo razume, kaj so hoteli povedati. Ja, ampak kljub temu niso izgubili volje, ne? Ne. To je v bistvu čar, ne, tega, da pravi umetnik, pravi ustvarjalec je tisti, ki bo pač, tudi ko bo po njem padalo vse, kaj je možno, bo pač ustrajal pri svojemu. Sploh zato, ker mi mogoče malo drugače vidimo stvari in naj samo povem, jaz sem dobil v bistvu ime po Josipu Murnu Aleksandrovem, ne. Moja mama je bila velika oboževalka teh modernistov takratnih in tudi jaz sem veliko ene poezije prebral. To so bili ljudje, ki v bistvu bi bili res še danes mogoče malo nerazumljeni. Po drugi strani pa pač vsi, ki mečkrat drugače gledajo, doživljajo, a ne, so dostikrat proglašeni za grderačke. In če bom to jaz tudi, sem pač pripravljen na to, čisto iskreno, dokler vseeno lahko živim od tega, dokler vseeno imam ljudi, ki pa me razumejo, ki pa rečejo wow, ki berejo moja besedila, ki tudi poslušajo interpretacijo in jo gledajo in jo doživljajo, dokler bo eden, bom ustrajal. No, ker interpretativna moč, glede na to, kaj si pokazal v naši oddaji v platformi Oder, ne, jaz moram priznati, da je izjemna. Ne? In to sva sicer prej govorila, ko nisva še snemala, jaz to močno pogrešam. Ker dejansko je moč interpretacije včasih tudi znotraj popularne glasbe. Ja. V resnici bila vodilo. Če tega nisi znal, si težko ustvaril nekaj, kar je prepričalo. Absolutno. Kam je to šlo, Aleks? To je po moje spet dober odgovor pač za današnja družba, a ne, po en stran pač smo potrošniki, v bistvu nas ne zanima neki, pač kar se pokvari oziroma kar se nam ne zdi zanimivo, hiter zavržemo, hiter zamenjamo. Jaz bom tako rekel, jaz sem pač avtor, a ne, jaz pišem svoje tekste in muziko. Kdor kot avtor tega ni sposoben interpretativno predstaviti, to je itak, to je 70% nastopa. In ne vem niti, kam je šlo, pa se po moje še vedno tukaj, v določenih, samo malo se je prerasporedila, ne, se ima še vedno zelo dobre glasbenike, ki odlično interpretirajo, imaš zelo dobre igralce, ki še vedno odlično interpretirajo, ampak veliko je tudi tega balasta, ki je pač iz danes na jutri. Namreč, jaz sem ugotovil eno zelo zanimivo stvar nasplošno o glasbenikih, nasplošno v bistvu ne sem glasbenik, tudi danes recimo v dobi influencerstva, da tisti, ki je prepričan v to, da je dober, bo veliko manj vložil v marketing, kot tisti, ki je prepričan, da ni. Tisti, ki ve, da mogoče ni najboljši, se bo izjemno trudil marketinško prikazati se v boljši luči, kot v resnici je. In dostikrat te stvari zasenčijo potem tisto, kar ima res neko vrednost. To so stvari, ki sicer na dolgi rok ne delujejo, ampak vedno se najde nekdo in se stvar prestavlja in se stvar prestavlja. In stvar je aktualna leto 2 in pride nov. Ti pa pač ustvarjaš konsistentno in upaš, da boš mogoče doživel ti svoj preboj, a ne, kot igralec, kot glasbenik, da boš pač polno dvorane, da te bojo opazala, ne, ker velike enih mašil, velike enih muh enodnevnic, ki pač edina stvar, ki je za njih, je doživeti 5 minut slave in odvzeti možnost v tistem trenutku, ki bi mogoče s konsistentnim delom lahko to dosegel. No. To sem opazil.
Zdaj, glede na to, da smo se sicer tudi v oddaji, dosti pogovarjali o razmerah v slovenskem tako medijskem kot kulturno-umetniškem prostoru. Po eni strani normalno vztrajnost umetnik mora imeti. Dejansko se ne more razvijati, če vztrajnosti nima. Ampak od kje črpati energijo? Ker dejstvo je, da vsak pevec, vsak igralec, vsak, ki dela nekaj, kar naj bi dražilo dušo in čustva, si želi pozornosti. Neumnost je, da rečemo, da si je ne. Tako jaz kot ti. Zakaj ne? Se je v resnici to, da znamo vzpodbujati čustva, pravzaprav neka vrlina, ki jo želiš izkoristiti, zato da v resnici lahko ugajaš ljudem na nek način s tem, kar delaš. Pa ne ugajaš. Da si slišan. A veš zakaj? No, to, da si slišan. Ni zdaj, da bi jaz nase pozornost obračal za vsako ceno. Ne? Meni se to ne zdi prav. In to delajo te ljudje, ki pač nimajo toliko vsebine in rabijo potem ekstenzivno več vlagati v to, da so videni, slišani. Medtem, kot sem rekel, meni je dovolj, da me sliši en, pa reče, wow, nekaj si mi povedal ob tvojem petju, ob tvojem nastopu sem nekaj doživel, kar bo šlo z mano. In to je tisto, kar nas vodi. Pač želja po nekih spremembah, v bistvu, ne vem, na boljš ali pa samo pač po nekem razumevanju, nekem višjem razumevanju. Vsej, če vsakega umetnika vpraša, on bi bil rad sam razumljen. Ne? Sam razumljen. In to je pač naše načelo. To nas vodi. Se veš, moja interpretacija tega, da ugajaš ljudem svojim delom, je ta, da pravzaprav se jih dotakneš, dotakniti se jih pa ne moreš, če ne razumejo vsaj del tega, kar si ti želel sporočiti. Ne? Ja, pa seveda, pa če nimaš kanalov, Če nimaš kanalov, to je največji problem. Tu je danes zelo velik problem, ker smo skupaj s pojavom socialnih medijev, danes obstajajo na TikToku zvezde, za katere jaz slišal nisem. Včasih je bilo vse fokusirano, nek dober izdelek, podprejo vsi. Ok, enkrat en, drugič drug, ampak načeloma je bilo tako, če je bila dobra muzika, če je bil dober performer, so ga vrteli vsi radi, so ga porabili vsi mediji. Danes imaš pa toliko enih kanalov, ljudje nimamo, pozornosti ima 5 sekund. Kako jim boš pa ti tem ljudem pa sploh prodal tekst, če niso sposobni prijeti čez prvi 2 kitici? Ampak to je že posledica pravzaprav tega, kar se je začelo na spletu dogajati. Taka liberalizacija in dostopnost vsega možnega na tem svetu, ampak se pa pomisel, če si ti, jaz sem to dostikrat razmišljal, kaj bi se zgodilo s tvojimi možgani, če bi kar naenkrat v njih usadil vso znanje tega sveta? Razpočla bi se ti glava in točno to se danes dogaja. Ljudem se glava jim, jaz mislim, da jim res, da enostavno ne morejo več preveč informacij. Veš kaj, samo dejstvo je, da niso vsi ljudje sposobni sprejemati enakih količin informacij, predvsem pa ne jih absorbirati, pa manifestirati. Generalno se mi zdi, da je to slepilo vse te možnosti, ki jih internet ponuja. No, meni je ključno, da jih znajo filtrirati. V bistvu to je tista mečkam bolj intelektualna, kako bi rekel, stvar, ki jo jaz bi želel od ljudi, se pravi, če te že bombajo z vsem, da znaš filtrirati, kaj je res dober, pa kaj ti nekaj da, pa kaj ne. Daj, samo eno zanimivo vprašanje se mi zdaj poraja. Mava splet, kjer je dostopno vse. In dejansko tudi vsakdo, ki ima v prosti izrazu 5 minut časa, pa fajn laptop, lahko nekaj zloži skupaj in to ponudi javnosti. Kam pa je šla moč medijev? Ker včasih so mediji močneje filtrirali glasbo, ampak jo tudi v širšem spektru podajali javnosti. Ja, vse to je logično. Včasih si imel radio, pa recimo televizijo, imel si, ne vem, par kanalov, tega, onega in pač pozornost je bila usmerjena tja. Pač ti imaš toliko pozornosti, ti lahko gledaš, krati, koliko stvari, eno stvar lahko gledaš, kaj človek, eno stvar gledaš. Danes pa že, če odprem jaz nek spletni portal, mi že vrže ven 4 reklame, me že preusmerja na drugo stran. Mislim, a veš, kako ne jaz sledim, jaz še članka včasih ne morem do konca prebrati, brez da bi me zbombali z enimi 6 novicami zraven. Halo? In kaj bo z muziko? Kako naj z muziko prideš do tega? Recimo, prej sva se sicer tudi v narodno-zabavni glasbi malo pogovarjala, ampak meni je recimo zanimiv fenomen, to ni zdaj dobro ali slabo, fenomen gadov mi je zanimiv. Zakaj? Kolikor sem jaz preučil stvari, so oni v resnici preprosto uspeli za voljo veselic pa spletne podpore.
A ne? Okay. Ne govoriva o tem, a so dobri, a so slabi, ampak predvsem recimo jih dajem za zgled lahko oziroma za neko izhodišče, kaj danes za enega glasbenika, ki je kvaliteten, a ne? Ki zna izvajati glasbo. Kakšno orodje pravzaprav predstavlja splet, če me razumeš, kaj želim vprašati? Glede narodno-zabavne glasbe, ne, jaz samo to povem, da ansambel, ponavadi, ok, Gadi ali pa kakšni drugi, kako je sestavljen ta ansambel? Mislim, jaz sem tako razmišljal, sem si rekel, ok, imeli smo bebop, imeli smo Game Over, imeli smo boy bande, imeli smo skupine, vokalne, plesne, vse skupaj. Narodno-zabavna glasba je danes postala produkcija boy bandov, oziroma bandov. To, kar so nekoč bili bandi, boy bandi, danes vidimo v narodno-zabavni glasbi. In ne samo to, tudi z odnosom tudi z imidžom. Mislim, večina narodno-zabavnih ansamblov ne nosijo punce derndla, pa ne noše, to so ledrce, to so kitare, to so natopirani lasje, a ne? Tako da zašli smo v eno tako zelo zanimivo situacijo, da so v bistvu narodno-zabavni ansambli prevzeli popularen del, en velik del popularne glasbe, ker so pač verjetno preprosti, pa ljudje jih slišijo na odrih, ne, pa vsi igrajo muziko od vseh. Hkrati pa z imidžem so pač res prevzeli te, pač praktično so rockerji današnje dobe. Če govorimo o 80-ih, 90-ih so bili rock bandi, se strinjam danes so narodno-zabavni ansambli. Jaz tem ne vidim po eni strani nič narobe, po drugi strani pa pač kako potem naj imamo normalen mainstream, kako naj prosperira, ker je trg zasičen s tem. Sej to tudi, veš, definicija mainstreama me zanima, kaj je mainstream. Kaj je mainstream, ne? Zdaj, mislim, lahko ostane zgolj retorično vprašanje. Narodno-zabavna glasba absolutno je mainstream. Ja, ampak spet, če greva pa pogledat, v katerih medijih, vidiš, vidiš, tukaj sva pa zdaj pa trčila, ne? Ljudje pač pogrešajo zabavo in oni to dostavijo, ne? Mladi želijo neke ideale, idole in to jim oni dostavijo. To so fanti, ki veliko preigrajo skupaj, se pravi tehnično, to ni slaba stvar. Ne, kje pa. In tako kot sem rekel, prevzeli so nek del tega in danes je pač to mainstream, dobesedno. Dobesedno je nek zdrav bendovski pop že kultura. To, kar je bila včasih mogoče ne glih klasična glasba, ampak mogoče neka malo bolj mečkaj bolj obroben del, ki je bil sicer kakovosten, ampak je danes postal nek bendovski pop. Vse imamo seveda mainstream izvajalce kot take, vendar ne. Po drugi strani pa zelo je tanka črta med popom pa narodno-zabavno glasbo že spet danes, ker so spet akordi so podobni, besedila so preprosta in tudi nastop je tak. Tako da vse skupaj je malo zmešan, ampak po drugi strani jaz sem tako pravim. Dokler se poje slovensko, sem vsem zadovoljen. Ker pritisk kapitala iz tujine je pač itak enormen. Veš, to je pa tudi ena izmed stvari, ki sem želel, da je omenva, ja. Po drugi strani je pa za mene tudi velika reč, da v resnici je ogromno slovensko prepevajočih ansamblov in posameznikov, kar se pa meni zdi zelo pomembno, ne glede na vse. Ne glede na zvrst, jaz tukaj ne bi delal takih stvari, jaz sem zelo vesel, da mladi hodijo na ansamble, da poslušajo slovensko glasbo. Seveda jaz bi glede kakovosti pisanja in avtorstva itak imel veliko zapovedati, sam pač to je moja poklicna deformacija, a ne? Se zdravnik tudi drugega zdravnika verjetno malo pokritizira, pa sta oba dva profesionalca, ne? Ampak pač poklicna deformacija. Tukaj je edin problem, da se mi ne zavedamo ene stvari, če ti ne neguješ slovenskega jezika, če ti ne neguješ slovenske kulture, bo pač propadla oziroma bo propadala oziroma se zmanjševala ali pa se bo banalizirala sam na neke marginalne skupine, a ne? In pač narodno-zabavni ansambli so še tisti izhod ljudem, ki imajo radi slovensko muziko, pa je velik, pa je dostopna. Vse je logično. A ne? Ker danes je v mainstreamu, govorim radijskem etru, pač preveč angleške glasbe. To so ljudje, ki ne prihajajo k nam nastopati. Kdo pa nastopa? Narodno-zabavni ansambli. In ljudje pač slišijo veliko te muzike, jo imajo radi, je vesela, je tudi žalostna, jim vzbuja neke občutke. Medtem ko angleška super, ampak on lahko posluša cel dan radio z angleško muziko, zvečer bo šel pa pač na veselico. In na veselici bo on šele res, zadihal. Tako da jaz res apeliram na medije, da naj podpirajo slovensko ustvarjalnost pop, tudi če včasih kaj ni čist pogodu subjektivno všeč, ne gledajo objektivno. Gledati objektivno je bilo to lažje, ampak seveda smo ljudje, glasba je čustven del
in ne moramo gledati objektivno. Pa še to, če se denar ne staka v slovensko muziko, ne morejo ljudje pričakovati, da boš na nivoju Adele pa Eda Sheerana na delu produkcije, ker enostavno, žal, smo vse, kljub temu, da smo zagnani in res odlični glasbeniki, nam pa zmanjka pač tist del, ki je bilo za spot rukno pač 50 evrov, ne pa da se jaz tam za 500 evrov komaj. Mislim, Alex, pa še ena stvar je, ni samo vprašanje tega, je tudi vprašanje tega, da če je finančno trg razvit v tej smeri, da pravzaprav domači izvajalci tudi nekaj od tega imajo. Seveda. Ker ne glede na vse je umetnost tudi obrt, hočva nočva. Jaz se čisto strinjam. Ne more se razvijati. Je enaka zgodba v filmu, je enaka zgodba v gledališču, povsod je enaka zgodba. Ne? Ja. Ampak, veš, itak spet vsak, jaz tako pravim, imaš umetnike pa imaš obrtnike, ne, v glasbi in to je pač vedno nek balans. Lej, če si bolj umetnik, pač imaš na obrtno delo malo manj, ampak če s tem zadovoljen, ok, pač lahko si čisto obrtnik, lahko si pa čisto umetnik, sam pač moraš se zavedati, kaj s tem pride. In ja, pač jaz osebno ne morem biti obrtnik, ker mene pač osebno jaz tega ne čutim in ne želim in sem pripravljen kdaj tudi kaj požreti na ta račun. Ja, ok, sej generalno hočeš, nočeš, je potrebno. Ne? Sploh v razmerah, v katerih glasbeniki ustvarjajo v Sloveniji, pa ni jih malo. In tudi jaz vidim skozi oddajo, ker to zdaj, ok, imamo platformo Oder, predhodno smo delali Puls mladih upov. In jaz moram priznati, da sem srečal res izjemno število zelo dobrih glasbenikov. Ne tehnično dobrih, to je itak osnova. To oba veva. Ne? Je nek minimum, ki ga moraš ti tehnično dosežiti kot nek glasbenik, da pravzaprav lahko začneš uživati pa iz sebe dajati. Ne? Res v neki polni formi, ampak toliko kvalitetnih glasbenikov, ko smo mi srečali na tej poti, lahko malo emocionalno rečem, boli me, da nimajo prostora se pokazati, poglej. Ja. In to je en izmed glavnih razlogov, da smo mi tudi platformo Oder zalaufali. Ne? In se strinjam in je super in jaz sem zelo vesel in sploh sem vesel, da sem lahko prišel z bandom v živo. To je meni the best. To je meni edina oblika glasbe, ki jo dejansko podajaš ljudem in to je izdelek, ki moraš imati. Pač po drugi strani smo pač tudi majhen trg Slovenija in seveda se trg tudi malo sam regulira. Žal vsi tudi ne more biti frajeri. Je pa tako, da dokler se sam regulira je super, ko se pa začne malo blokirati, zato ker če si njihov, nisi naš in to so pa pol težke mučke, kjer tudi zelo dobri in perspektivni ljudje, ki bi si zaslužili, ne pridejo do možnosti, tako da hvala vam in platformi Oder, da pač ste vsaj dejansko objektivni, in date priložnost takim, ki mogoče res druge ne dobijo. No. Tako da jaz sem že hvaležen. Veš, platforma Oder ni nastala v resnici kot nasprotovanje situacij. Seveda. Iskren namen platforme Oder je, da damo javni prostor kvalitetnim glasbenikom. Zdaj, kakšna je definicija kvalitetnega glasbenika? Lahko bi se midva to spuščala, ampak ni bistveno. Ne? Ja. Bistveno je, da to dajemo in tudi ne želimo s prstom kazati na druge. Opozarjamo, da smo edini, ki smo se tega lotili, kar je žalostno pri vsej tej silni kvoti dobrih glasbenikov. No, in ne samo to. Jaz ti kot prvo pravim, da lahko s prstom kaže samo nase. In kot drugo, glih pred kratkim sem bil na enem drugem intervjuju na manjši televiziji, regionalni, in mi je rekel, jaz vsak dan dobim nekaj, da bi rekel 10 mailov. Se pravi, naša produkcija, ustvarjalnost je res neizmerna slovenska. In itak seveda nikoli ne bo vsem pogodu, ker pač ne bojo vsi prišli. Imajo priložnost in to je včasih že dovolj. Ampak kaj naredi razliko med recimo mano pa nekom, ki je naredil 2-3 komada pa pač obupal, je to, da sem pač bik. Dobesedno bik sem, rinem, predvsem zato, ker ne znam drugače, ne razumem drugače. Jaz pač se izražam na tak način. In jaz tudi, če ne bi imel nobenega denarja od tega, jaz bi pač vse izražal na tak način. Razumeš? Ja. Ne? Če greš ti v muziko s percepcijo, da boš uspešen, si itak zasral. Ja, itak. Moje mnenje, beži. Mislim, karkoli se spraviš s tem motivom je napačen motiv. Sam delaš balast tistim, ki res imajo nekaj za povedati. Beži. Jaz sem šel to in ne samo rečem, mladi, če imate vizijo in če ste v tem zaradi tega, ker to radi delate in ker veste, da imate nekaj za povedati, ne obupati.
Jaz vsake toliko malo obupavam, veš, ne, se zelo tež malo pa si kaj mi je tega treba, ampak na koncu si pa vedno rečem, ja, pa bi kaj drugega lahko počel, ne bi. Lej, se mogoče malo klišejsko vprašanje, ne, ampak odkje črpati energijo glede na to, da vseeno tudi ti moraš plačati kruh v trgovini, ne? In ko greš tankat svoje vozilo na bencinsko, je tudi zate gorivo vsak dan dražje. Ja, pač ne kupiš vsak dan kruha, ne, ješ tudi kak dan star kruh, ne, pa kaj na popustu vzameš. Okay. Katastrofa, če je situacija res prišla do te točke. Hecam se, ja. Realno, jaz mislim, da kot človek itak moraš biti preudaren v življenju, ne samo kot umetnik, kot glasbenik, ampak nasplošno kot človek. No, jaz res, veš, čim se jaz borim? S hvaležnostjo. Ampak s tem, da sem hvaležen, da sem zdrav, pa da lahko delam to, kar delam, ker ko sem bil bolan, recimo, ko sem imel pred časom, sem zbolel za kar nekaj časa, je bila moja edina želja, da bi bil zdrav, da bi lahko spet glasbo ustvaril, ker nisem mogel ustvarjati. In sem hvaležen in to je moja motivacija in to je moje vodilo, dokler lahko ustvarjam, sem s tem ukvarjal. Kruh bo že pršel, če pa ne boš, bom pa tudi malo prepečenci jedel, pa star kruh, ali pa bom pač nekoga prosil, ampak ne mislim obupavati in če se bom boril z mlini na veter, pač vse kakšen ga bom podaril kdaj. Ne? Tako da to je moj edini nasvet za mlade glasbenike. Ne obupajte, če veste, če imate neko rdečo nit, pa če čutite to, pač ne obupati. Je pa težko in včasih je treba imeti tudi plan B zadaj. Jaz se ukvarjam izključno z glasbo oziroma z mediji, audio mediji, ampak jaz imam to srečo, da sem tudi avtor, tudi izvajalec, tudi glasovni igralec, tudi v reklamah glas posojam. Je pa vse povezan z glasom. In če jemlješ to kot nekaj lepega, da lahko kljub temu, da ni vse čisto ustvarjalno, pač ni vedno vse ustvarjalno, ampak da lahko s tem živim, da lahko vsak dan uživam ob tem delu, to je res samo hvaležnost. No? Ja, pa dejansko tudi dosežek, ne? Ni vedno. Ni vedno dosežek. Včasih tudi kaj tazga narediš, kaj nisi ponosen, govorim v smislu, da sprejmeš projekte, ko jih ne bi v sanjah, ampak rabiš pač denar in rabiš, ne vem. Se ciljal sem bolj veš na eno drugo stvar, ne? Ja. Ti bom povedal, zakaj pravim, da je dosežek, ne? Srečal sem ogromno dobrih glasbenikov, ki delajo tudi po 2, nekateri tudi po 3 službe, zato da lahko vztrajajo v glasbi. A veš, in to je ena izmed stvari, ki se me močno dotakne ker to ni osamljen primer. Ne? Veš, kako močna mora biti ljubezen pravzaprav do ustvarjalnosti, da kljub temu, da ti ne omogoča preživetja, te vseeno sili v to, da preživetje najdeš drugje, zato da lahko služiš glasbi. Te ljudje že čutijo, da se morajo tako izražati. Ne. In vse tudi jaz verjetno, če bi res prišel do točke, da pač ne bi več zmogel, bi si pač itak poiskal nekaj, ne? Ne. Tisk, ki je tako trd, da se niti to ni sposoben spraviti, pa pač mi je zelo žal, ampak to je pa tisto, kar sva govorila, ne? Nekaj umetnost, nekaj obrt, moraš nek balans najdeti. Sej poštekaš po neki cajta, ne? Kje je tvoja medijana. Ampak včasih je pač težko in to je tudi del ustvarjalnosti in jaz sem čist ponosen na to, da tudi kdaj trpim. Ampak moraš, iz tega tudi izhajaš močnejši in si še bolj hvaležen za to, kar si. No. Mi je pa hudo, ker res je veliko dobrih glasbenikov. Če bi lahko, bi jim dal vse, tudi mojim fantom. Ampak tudi oni razumejo, da se vsi borimo. Je pa vsaka pot sestavljena iz vzponov pa padcev, ne? Tisti, ki so sposobni preživeti padce, bojo na vzponih res uživali. Ja. In jaz res uživam na vzponih, tudi če so majhni, ker znam ceniti tudi padce in se vedno znova poberem. Zato sem pa rekel, glasba je življenje, to je način življenja. To so stalni vzponi in padci. Ampak kar je važno je, da ohranjaš to vnemo, ta zanos in da te nikoli ne potovče to, da bi rekel, ne morem več odneham. Aleks Bulasko, hvala. Hvala tebi in še veliko uspešnih intervjujev, nastopov, oddaj. Res si želim in tudi sam bom upam, da kakšnega mladega prepričal, da vas kontaktira, pa če ima kakšno res fajno stvar, da tudi predstavlja.
Hvala, lahko rečem kot nek komercialni moto, platforma Oder je tukaj. Tako. Hvala ti za ta intervju, hvala, da si prišel v platformo Oder. Jaz to tebi želim samo najboljše. Pa da bova preživela oba, ko ne bo najboljše. Zato pa smo jekleni, ne? Zato pa se splača vztrajati. Ja, vztrajnost nas vodi, ne? Aleks, hvala. Hvala tebi.